Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o strahu oziroma kako premagati strah. Dejstvo je, da stvari se močno spreminjajo. Čas se spreminja, vreme se spreminja, nenazadnje korona, zahteva svoje, cepiva in vse ostalo. Marsikaj se spreminja oziroma skoraj ni stvari, kot je bila nekoč, a je to tako. In mnoge vse te spremembe strašijo. V knjigi Ko ima življenje žur sem pisala o tem, kako premagati strah. Ja, dejstvo je, da premagati strah oziroma bilo bolj pametno, kako odstraniti strah iz svojega življenja. Kar, glejte, zanimivo je. Ravno ta teden sem dobila en zapis na internetu in sicer Goering, vodja nacistične stranke, je rekel na sojenju: edino, kar moramo narediti, da naredimo ljudi sužnje, jih je potrebno prestrašiti. Če si lahko zamislite način, kako ljudi prestrašiti, bodo delali to, kar mi želimo na ta način. In druga zadeva, iz knjige Deseto spoznanje, se pravi Celestinska prerokba je prva knjiga, druga je pa potem Deseto spoznanje. Avtor James Redford govori o tem, da vidci koncev časa so videli dve realnosti. Ena je tista realnost, ki gre v smeri velikega brata, ki govori, kaj je treba narediti, ki straši, v glavnem. In druga realnost je pot svobode, pot ljubezni, pot radosti. In zdaj, k čemu bomo dali pozornost? Ne vem, v kateri knjigi piše, ampak v bistvu prav v tej smeri je, katerega volka hraniš. In če boste hranili tistega, ki se imenuje strah, boste imeli vedno več strahu v vašem življenju. In ta strah se potem zapiše dobesedno vsako celico našega telesa. No, to je pa zdaj iz knjige Življenje je tvoje. In noter lahko berete, da recimo spontani splav, to je strah pred prihodnostjo, migrena, to so seksualni strahovi, slabokrvnost, strah pred življenjem. No, prav zanimivo, jaz sem bila kot otrok slabokrvna. V bistvu sem bila slabokrvna do takrat, ko sem pustila službo in sem začela potem se ukvarjati s podjetjem Neolife. Dobesedno, dokler me je bilo strah, da moram slediti nečemu, da moram biti v varni službi, da moram. Kaj so stari ljudje rekli? Edina stvar, kar res moramo, je umreti, ko pride čas. Ampak ni pa treba pospeševati tega oziroma živeti v strahu pred tem, kaj bo jutri. Pač karkoli bo, bomo reševali. Pomembno pa je, da ozavestimo ta strah, ker zdaj, če pogledamo naprej, glejte, anoreksija, izjemen strah, potem nespečnost, strah pred preživetjem, boleče noge, strah pred prihodnostjo, težave z nadledvično žlezo, se pravi, to je povečan stres in podočnjaki, zaskrbljenost, pozabili ste skrbeti zase, se pravi, sebe, kronična zasvojenost s strahom, bi lahko rekli. Potem debelost, strah, potreba po varnosti, astma, strah pred sprejemanjem življenja, holesterol, strah pred radostjo, hrbet, križ, strah pred pomanjkanjem denarja in tako naprej. V bistvu toliko strahov, ki jih imamo zabetoniranih dobesedno v naše celice, je potrebno počistiti. Zdaj pa kako jih počistiti? Zdaj najbolj učinkovito orodje, kar jih jaz poznam, je zdravilna molitev dekodiranja. Jaz sem sama začela delati zdravilni kodeks Alexa Lloyda in sem videla, da nikamor ne pridem. In potem sem začela iskati način, kako bi hitreje prišla do rezultatov, in zdravilna molitev dekodiranja vam povem, da dejansko deluje. No in zdaj, če pogledamo, kako počistiti strah. Na pomoč kličem vse svetle sile. Poiščite si na internetu posnetek zdravilna molitev dekodiranja, na mojem YouTube kanalu boste najdeli in potem gremo naprej. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora,
vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s strahom. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božansko svetlobo. Potem pa vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, roke damo v modro za moč, za novo moč. In ko vdihnemo na ta način, dobesedno pride vsako celico našega telesa novo sporočilo. Tako to deluje, tako močno, kot bi na računalniku pritisnila briši. Dobesedno zbriše se star program. No in potem, ko to naredimo, se pravi, damo roke na prsa, potem pa roke v klunček in jih usmerimo v 4 zdravilna središča in sicer si vsakič ponovimo: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Zakaj govorimo vsi nivoji moje duše? Zadnjič sem posnela video o tem, kako moramo razumeti, da imamo več nivojev naše duše, ki sovpadajo dobesedno s hormonskimi centri. Zdaj, da bom mogoče lažje razložila, bom dala kar tole sliko. In zdaj, če gledamo tukaj, prva čakra je povezana s temeljni strah. Strah pred preživetjem, pred premikom naprej. In je povezana s hrbtenico, nahaja se točno na koncu trtice. Vpliva na noge, vpliva pa tudi na rast tkiv, na mišice oziroma, če imate preobremenjeno, lahko tudi na pretirano rast raznih tkiv, kot so recimo tumori. Potem imamo tukaj na sramni kosti imamo spolno čakro in Tina Skaza je tukaj narisala prav metuljčka, se pravi, tukaj je center za polet ali pa center, kjer te opustoši, kjer te zablokira. 30% spolne energije gre v noge, se pravi, če vas stalno bolijo noge, če imate otekle noge in če imate težave z limfo, pomeni, da imate težave s spolno čakro. Strah pred spolnostjo, recimo, strah pred biti to, kar si, na koncu koncev mogoče žensko bitje, tudi sram, recimo, vse to se zakodira na ta del. Potem solarni pleksus, povezava, kdo vam krade energijo, kdo je človek, ki vas je najbolj prizadel. To je ta nivo, solarnega pleksusa, so ljudje, ki so vam dali pečat v vašem življenju. Kdo je ta človek? Mogoče človek, ki vas je vzgajal, vas je najbolj zaznamoval, mogoče mama, oče. Poglejte, to so najbližji ljudje. Prav kode očeta in matere, drugače ne more nastati novo bitje, kot da se združi energija očeta, združi se energija mame in energija nas kot duše in pride do novega bitja. Se pravi, mi smo neponovljivi zaradi tega, ker prinesemo svojo esenco s seboj, to, kar imamo za predelati, in potem pokasiramo še od očeta in od mame to, kar pač potrebujemo za predelati svoje življenjske naloge. Če boste šli brati knjigo Celestinska prerokba, boste lahko prebrali v 6. poglavju oziroma 6. spoznanje, da tisto, kar imamo v življenju za predelati in nas najbolj moti pri našem očetu, je naša šola. In tisto, kar nas najbolj moti pri naši mami, je naša šola. Kaj je tisto, kar vas najbolj moti pri svojih starših? No in prav starši, sploh mama, je zakodirana direktno preko popkovine. Z mamo prerežemo popkovino in zdaj pomislite, kaj imate vi za predelati potom mame? Kaj je tisti program, kar vas najbolj moti? To je vaša šola. Katere besede so vas najbolj ranile, kar vam je rekla vaša mama? Ali pa mogoče, kar vam ni rekla vaša mama. Mogoče, a veste, kaj sem zdaj še v eni knjigi prebrala? V tejle Prehod vračev, gospa je imela velike težave s težo in njena mentorica reče, da naj končno že odpusti mami, da mama jo je na način programirala, da bi bila celo življenje njena služkinja in jo je od malega pitala, da bi bila grda, debela, da se pač ne bi poročila, da ne bi odšla v svet, da bi bila večno njena služkinja. Zanimivo, da ne bi odšla v svet, da ne bi
da se ne bi razcvetela. A ni to zanimivo? Kako zanimivo grejo te povezave z našimi starši. In to je zelo, zelo pomembno, da razumemo, da to je tisto, kar moramo predelati. No in strahovi vaše mame so zakodirani vsi na vaši bazi. Oziroma, strahovi vašega očeta so zakodirani v vaših prvih 3 čakrah. In zdaj pomislite, oče, da je nastal vaš oče, pomeni, da je tukaj zadaj tudi energija starih staršev, energija 2. svetovne vojne. A jih je bilo strah preživetja mogoče? Kateri strahovi so se vlekli v vaši družini? Dajte preveriti to. A veste, kaj je zanimivo? Jaz zdaj tole, kar snimam, tale video, točno ko govorimo o očetu, zdaj me je poklical ata. Pač jaz na telefon snimam te videe in je prav zanimivo. Očitno čuti, da govorim o tem, in moja šola ni potom očeta, ampak moja šola je potom mame. Tako da vsak ima nekega človeka, ki ga ima pač za predelati v svojem življenju. In je prav, da predelamo, da naredimo lekcijo, da odpustimo in da razbremenimo te vezi. Ker dokler ne razbremenimo teh vezi, ostajamo energijsko povezani s temi ljudmi. Tudi, če so že umrli. No in v glavnem pa če gremo naprej. Strah. Strah pred ljubeznijo se zakodira na srčno čakro. Žalost, mogoče, ker vas niso imeli radi, ker niste bili sprejeti. Potem strah pred izražanjem, grlena čakra. Strah pred videti resnico, 3. oko vpliva potem na vid in na fizično oko. Se pravi, nezmožnost videti resnico. In strah pred tem, da bi zaupali v Božje vodstvo, se odraža na glavobolih, na kronski čakri in hkrati je povezana to s prvo čakro. Zdaj, ko smo bile na morju, je bilo zanimivo, da ta punca, eno mlado bitje, se ji je zaradi korone so se ji naredili tukaj vsi mozoli. In ona je rekla, da so se ji naredili zaradi nošenja mask, pač dol je zaposlena. In ko sva klepetali, gre skozi mene informacija, sem rekla, sploh ni povezan s tem. Samo maske čez usta so ti povzročila, da si se tako duša spomnila, da si bila v enem življenju zadušena. In zdaj je čas, da to počistiš. No in v glavnem tako grejo te zadeve. Čas je, da počistimo vse naše strahove, da razbremenimo našo DNK, energijski zapis naše duše, ker glejte, dokler imamo strah zakodiran v našo dušo, nas pač vse straši. Odpremo poročila, dobro, jaz jih ne gledam, ampak slišimo ljudi, vreme se spreminja, ja, silijo nas cepiti in tako naprej. Glejte, vse bo, dajte se umiriti, poskrbite za svoj mir, počistite, začnite delati zdravilno molitev dekodiranja. In v tej knjigi, ko imajo duše žur, sem opisala še naprej 3-stopenjski sistem. Se pravi, ko enkrat že počistite, roke damo v klunček, tukaj si ponavljamo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo, in ko zaključimo, ko gremo čez te 4 središča, usmerimo roke naprej in si predstavljamo svojo bodočnost, polno sreče, zadovoljstva, uspeha, ljubezni, vsega dobrega. Pa slikamo to novo življenje, zato ker, glejte, če vidci koncev časa so videli 2 resničnosti, ena v smeri Big Brotherja in druga v smeri raja na zemlji. Mi kreiramo. Mi v sebi zdravimo svojo dušo. In točno te dogodki, ki so potrebni, zaradi tega, da nam pritisnejo na čustvene rane, da lahko sprostimo, da najprej ozavestimo, sprostimo in pozdravimo. In s tem, glejte, če si predstavljate, da ste tako kot sod, ki pušča na vse konce,
da zapremo tiste luknje in da postajamo celostni. To je v bistvu na ta način najbolj enostavno razložiti, da ohranjamo vse čim več energije. In to je cilj tega našega potovanja po zemlji, da se naučimo, oziroma ne, da se naučimo, da postanemo celostni. Tako da, ja, dajmo še eno sporočilo. Karte prehodu na novo dobo, da vidimo, kam gremo, kakšno je sporočilo za vse tiste, ki želite dati strah na stranski tir. Da vidimo. Karma. Svobodna sem, osvobajam se starih vzorcev, tega ne potrebujem več. In prehod v novo dobo. Zanimivo. Karma in prehod v novo dobo. In zdaj bom prebrala še tole karmo. Čiščenje karme, to je strah, je dejansko čiščenje karme in dokler tega ne bomo počistili, nas bo življenje šofirano. Čas je, da odstranim vse stare vzorce, da prečistim vsa nezdrava prepričanja, da sprostim vezi in nemir, da se osvobodim. V mojem srcu je mir. Lahko premagam svoj največji strah. Svobodna sem. Stvarstvo me podpira. In prehod v novo dobo, da vidimo še to. Zavedam se, da mi pripada sreča. No, nekaj premikam. Višje zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Podpirajo me vsa svetla bitja. To je to. Podpirajo me vsa bitja svetlobe, zato ker sem jaz bitje svetlobe. Zavedajte se tega, tudi vi ste bitja svetlobe, zato dovolite, da deluje skozi vas svetloba. Uživajte in lep dan in ja, delajte na sebi. To je edina stvar, kar se res splača.